Pozdravljeni! Letošnje leto je res bilo prelomno leto, predvsem zelo pomembno za digitalni svet. Zato v prihodnjih letih se bo to samo še stopnjevalo, saj uporabniki v letošnjem letu so videli, kakšne so tudi prednosti interneta in se tudi, moramo reči, priznajmo, v zadnjem letu ogromno naučili. Zdaj, kaj nas čaka v letu 2021, se pravi, kaj še bo vedno in na kaj se moramo pripraviti, kakšen marketing bo deloval. Predvsem v ospredju bodo še vedno video vsebine. Se pravi, video je prihodnost, je kralj vsebinskega marketinga in brez videa boste težko poslovali na internetu. Zato je zelo pomembno, da vlagate tudi v vsebine, se pravi, oblike videov, ki jih lahko na internetu uporabite, so kakšni videi, poučni videi, potem se lahko na družbenih omrežjih javite v živo. Imamo tudi zelo moderne zdaj story vsebine, se pravi, te izginjajoče vsebine, ki jih imamo na družbenih omrežjih. Se pravi, ogromno enih možnosti, kjer se lahko pokažemo svetu. Tukaj bi pa tudi navezala, koliko je pomembno, da se danes tudi pokažemo. Na koncu, kakorkoli obrnemo, delamo z ljudmi, zato se nehajte skrivati za vašimi logotipi, ampak tudi se pokažite svetu skozi video, ker tako vas bodo ljudje tudi lažje začutili. Zelo pomembno bodo tudi si bo malo pomagali user generated content, sem si malo švinglice napisala, ki dejansko se pravi, da same stranke, predvsem na družbenih omrežjih, same promovirajo vaše izdelke. Se pravi, to so izjave zadovoljnih strank, vaši ambasadorji znamke in to je tisto, kar danes deluje. Še vedno najboljša reklama je zadovoljna stranka, tako da to bo tudi zelo v ospredju. Potem ne pozabimo na vplivnostni marketing, ki je tudi zelo pomemben, drugače povedano influence marketing. Ampak ni več toliko popularen ne uporabljajo podjetja influencerje, ki imajo ogromne baze sledilcev, ampak vse gre bolj v mikroinfluencerstvo, se pravi, tudi če nekdo ima, 2000 sledilcev, to pomeni, da to ni učinka. Včasih 2000 sledilcev, če so vaše prave idealne stranke, lahko vam prinašajo večji učinek, kot pa nekdo, ki ima ogromno enih sledilcev. Tako da še vedno influencerstvo je zelo, rečemo, ključno na družbenih omrežjih, kjer lahko ogromno naredite, seveda, če prej raziskujete, raziščete, kateri influencer res lahko ima vaše idealne stranke in se z njim povežete. Definitivno pa ključna bojo tudi družbena omrežja. Videli smo letošnje leto, koliko je bilo tudi negativnosti, je bilo ogromno enega znanja na družbenih omrežjih, zato dajte jih izkoristiti, če vedno so brezplačni, dajte jih urediti, dajte se pojavljati. Zdaj je odlična priložnost, da se pokažete svetu, tudi tisti, ki se še do zdaj niste, in bodite prisotni na Facebooku, Instagramu, LinkedInu, YouTubeu, Pinterestu, tako da jih izkoristite, da vas ljudje zdaj spoznajo, tudi tisti, ki nimate mogoče fizičnih produktov, digitalnih produktov, lahko zdaj promovirate in ko bo upajmo, da čim prej tega konec, da boste lahko tudi prodali fizične produkte. Ne obupati, dajte vlagati v digitalno pismenost, kot vidite, je prihodnost. Prihajajo tudi mlajše generacije, ki so s to tehnologijo rasle, tako da jaz pravim, preko slej bi korona prišla, tako da tudi v naši reviji sedaj izkoristite in enostavno vlagajte v znanje in mi se bomo trudili še naprej, da vam dajemo znanje, ki vam lahko pomaga pri boljšem poslovanju, boljši digitalni pismenosti.